Gaber! No, recimo, da je tam imamo. Bat, lej, nič bat. Čist podobno. Namreč takega hudega, nobene stvari, grozne. Mami pomagajte, to se pravi, sedi levo Nina. Nina, sem prav povedal. Potle je narežo. Gašper. Gašper. Pa Tine. Tam tizja, ki pogledam, tist malo pove, ne. Bo pa čist, recimo, če mu enkrat predstavi se, poveš, jaz sem Nina, hodim v 8. razred, sem doma s Kresa. Čist tako mislim, nič posebnega. Kakor se spodobi, v jubilejni 100. sceni pustimo tudi imenitne goste, 2 skakalca in 1 alpsko smučarko. Pa vsi skupaj prav lepo pozdravljeni. Prosimo vas, prosil bi vas, da se čisto na kratko predstavite. Jaz sem Nina, hodim v 7. razred, živim na Kresu, pa treniram smučanje. Jaz sem Gašper, hodim v 5. razred, živim v Podlanku, pa treniram smučarske skoke. Jaz sem Tine, hodim v 2. razred, doma sem v Podlanku, pa treniram skoke. Tine, vidva, če se ne motim, sta bratca, ne? Doma iz Podlanka. Tine, kako se ti zdi v šoli? Ne vem. Še kar? Še kar, zdaj si bolj na začetku, ampak recimo Nina je že toliko let, hodi in pravi, da bo težko. Težko slovo, a ne? Od šole. Zakaj ne rajš hodiš pravzaprav v šolo? Kaj misliš, da ti šola lahko nudi, pa ti ne, ali pa ti recimo, a je to samo klepet s prijateljicami na hodniku med odmori, ali še kaj druga, kaj bi čistko na kratko? Bolj sem prijatelji. S prijateljicami klepet, ja. Pa imaš kakšen predmet, da ti še posebno leži, da se ti dopade? Ne, vsi so v redu. Vsi so v redu. Gašper, tvoj najpredmet recimo v šoli? Šport. Vsi pomalo šport, telovadba. Tine, poleg plavanja, kaj imaš še rad? Šport. Šport, ja. Tamle od zadaj smo naredili sceno, a poznate kakšnega tamle, kakšnega fantiča tamle? Komaj. A se vam kaj? Je to pica. A se vam kaj zna zdi? Ja, ni ta dober. No, kar na vseh slikah je naš imenitni svetovno znani skakalec Peter Prevc, ja? Gašper, pa recva idoli mogoče, imaš kakšnega idola v priskokih? Ja, Peter Prevc. Ja, Peter, pa Gašper, Tine? Tudi Peter? No, bomo dali za spomin kakšno slikco. Nina, zdaj pa midva ne o idolih, ampak čisto mogoče na kratko glede tvojega alpskega smučanja. Pa mi povej, recimo, katera disciplina ti najbolj leži od teh 3 ali 4 veleslalom, slalom, super G pa smuk, pa mogoče še kaj. Ne vem, verjetno veleslalom. Veleslalom, tam so še kar velike hitrosti tudi, a ne? Ja. Drugače pa verjetno treniraš te kar vsakega pomalo, a ne? Oziroma malo, kaj to pomeni malo? Kolikokrat na teden pa imaš treninge? Po zim gremo 4-krat ali pa 3-krat. To se pravi zimska sezona, ki traja recimo do snega, 3-krat na sneg, ali večkrat? Ja. Ali večkrat? Včasih tudi sam za vikend. Pa potem seveda tudi tekme. Kaj pa poleti? Imamo pa vikend fraj, pa med tednom vsak dan. Vsak dan, se pravi 5-krat na teden,
trenirate suhi trening, to so pa teki, pa določene vaje za moč, akrobatika, kakšna koordinacija. Kaj ti je v bistvu, česa se najbolj bojiš na treningu, kaj ti je najbolj zoprno na treningu? Vse v redu. Je v redu? Ja. Je v redu. Tvoji treningi, Gašper? A daj so pa to. Ja, tebe pa pač vaju, ali pa vaju starši peljejo, vozijo v Kranj, ne? V Kranj na treninge, kolikokrat na teden? Rečeš vse skupaj 4-krat na trening, ampak mi dva hodijo samo 2-krat. Ker ni obvezno vse. Ja? 2-krat. In to kakšni treningi, recimo, če rečeva zdajle, ko ni snega, so suhi treningi? Ne. Na trav skačemo. A ja, isto so skoki preko celega leta? Na plastiki. To se pravi na plastiki in kakšna razlika je recimo na plastiki ali na snegu? Je razlika, seveda. A so manjše hitrosti, a je večja? Ne, se tisto plastika poj še tako so šlafi, pa jo špricajo, tako da je tudi kar hitro gre. Kar gre? Ja. Gašper, Tine, kaj pa ti misliš o snegu, rajše na snegu, rajše na plastiki? Ne vem, tako na plastiki ni treba onih smučarskih hlač pa to obleči, pa tega, pa ni stok mokar. Aha, no kaj pa je recimo od opreme, recimo, kaj ti je, kaj potrebuješ recimo, Gašper, skakalci, torej ta posebni kombinacion skakalni, a ne? Ja. Pa so res skakalne. A to so posebni čevlji, seveda? Ja, ja. Pa še smuči, pa okovje. Okovje smuči, potem čelada, recimo očala, rokovice so, se kar nabere, ne, te opreme. Koliko recimo smuči skakalnih pa imaš ti v svoji zbirki trenutno? Samo ene. Ene smuči? Tudi ene? Koliko so pa dolge, a kaj veš, recimo ti, Tine? Moje 160, ne vem. 160? Jaz imam pa 210 dolge. 210, to se pravi 2,10 metra, to so čez in čez, seveda. Zelo dolge. Tvoje približno so krajše. Ja. Recimo za slalom? Za slalom sem letos imela 145. 145 samo. Za veleslalom 170, super G pa 196. In Nina, kaj pomeni recimo to, koliko smuči je v tvojem... Jaz sem letos imela 5 parov. 5 parov si uporabljala in kdo ti vzdržuje, maže, brusi in tako naprej? Trener. Trener vzdržuje te smuči. Ti imaš poleg smuči še palice tudi, a ne? Ja. Drugače pa očala, čelada, čevlji so sicer drugačni, kombinacioni. Obleka za slalom, veleslaloma se kaj razlikuje? Ne. Je ista? Različni ščitniki so. Ščitniki, ja. Ščitniki, ja. Za noge pa za čelado. Točno, ja. Pa tle imaš ščitnike verjetno za zobe. No, to so več ali manj take, bi rekel, bolj dolgočasne vprašanja. Ampak prehajamo pa zdaj na drugo. Se pravi, letos, koliko tekem recimo Nina si imela letos, a se kaj spomniš? Več kot 10. Ja. Več kot 10, ne? Pa manj kot 100 verjetno. Ja. No, ampak ena tekma je še posebej pomembna, saj za nas tu. Postala si namreč prva, odkar stoji ta šola, si postala državna prvakinja v veleslalomu za osnovne šole, sem prav povedal? Ja. Na Krvavcu državna prvakinja za osnovne šole, kategorizirani tekmovalci. To se pravi, to je nekaj posebnega, kategorizirani so tisti, kjer je pač konkurenca bistvena in to so sekunda, 2 sekunde razlike na progi, če vozite z ostalimi skupaj, ne kategoriziranimi. In to je pa seveda lep imeniten uspeh, zgodovinski uspeh, lahko rečemo temu. Kje je bilo, kdaj je bilo, kako je bilo, recimo nekaj temu. Pa mogoče, če pokažeš kolajno, ki jo imaš. Ta iz tega državnega prvenstva. Ta iz državnega prvenstva, kje je bilo in? Na Krvavcu, pa je bil paralelen veleslalom. Paralelni veleslalom, koliko rad približen? 25? Ja, ne vem, če jih je bilo to. Ali pa ja. 25-30 počepov, ne? In v finalu si tekmovala s katero? Tinkaro Korin.
iz cele Slovenije so bile pač, Ja. ne, tekmovalke. Potem imaš pa tudi tam še nekaj kolajn, pa če mi čisto na kratko poveš. Ta iz državnega prvenstva na Rogel, ko smo imeli Super G. Ja, to je bilo sem pa bila tretja. klubsko tekmovanje? Ja. Aha. Takoj tukaj, ta je pa iz državnega prvenstva v veleslalomu Ja. na Pokrajnsgor. Jaz se upravičujem, da sem pozabil. Gre, voli, jaz sem bom ostal zadnji. Prid naprej, prid naprej. Jaz moram imeti. Ja, pa se nekam reči. Evo, ni problema, mehen se stisnem ta vidva še. Mečkaj bo naprej. Oprosti, Nina, kaj prosim, če nadaljuješ. Končali, kje smo te prekinili pri bronasti? Ja, Rogli? iz Kranjske gore državno prvenstvo v veleslalomu. Ja, Ta je mesto. bil, ja, drugo. Drugo mesto? Ja, ta je Koliko si pa, zaostala? ne vem. Ja, še? Ta je pa iz Karvavca, ko so zmagali državno tekmo, slalom. Tisto zlato na Karvavcu, kjer si zmagala, kako se imenuje tekma in v čem? Prva si bila v... Pač državna Ej, tekma. kako se imenuje to? Pokal Rauch. Pokal Rauch, kategoriziranih tekmovalcev v veleslalomu. Ne, ta je bila slalom. A ta je pa slalom. Prav, obe disciplini sta ti domači. Kjera ti pa bolj všeč? Ne vem, obi. Obe? Čeprav vidim, da sem imela slalom prvič na ta velika kole, tako da... Aha, to so različni koli poje. Ja. Višji, nižji. Nina, kdaj si začela ti trenirati? Tako mečkam bolj resno? 4 leta nazaj. 4 leta nazaj. Ja, pa kdaj si pa ti začel? Ti si tudi športnik vsestranski. Mislim pa, da si letos začel tudi z zanimivim športom, to so smučarski skoki. Ja. To se pravi, si letos začel? Ja, pozim letos. Ja? Zato, ker zdaj še Gašper je zmer hotel hoditi, pa Tina je poj še. In smo dobili pač cajt, da se menjamo in se vozimo v Kranj, ker sami se drugače tako ne bi mogli. Tako da se ene 3-krat, 2-krat na teden vozimo zdaj. Ja? Pa skače pa Tina že zdaj na 15, midva z Gašperjem so pa na 20. Metrske skupaj. No, to sem pa zdaj hotel malo vprašati vas. Gašper, pa da ne rečem, ali pa kar osebni rekord. Šele 16 metrov v bistvu. 16 metrov. To se pravi, si že sekundo pa pol, 2 sekunde v zraku. Ja, najbrž. Gaber, tvoj rekord? Ja, drugače niti ne vem, ker ga nisem nikoli tako vprašal. Ja? Sam najprej je itak pomembna tehnika, poj boš pa gledal v daljavo. Pravilno. Tine? 9 metrov pa pol. 9 pa pol? Ja, bravo. In Tine, kaj misliš, pravzaprav, če ste se pač tako odločili in se upate spustiti dol po skakalnici, potem verjetno strahu ne poznate, takšnega, kot bi ga jaz imel, recimo, pa vsi ostali. Kaj misliš, Tine, kaj je pravzaprav najtežje pri samih skokih? Tehnika in tako naprej, Gaber že omenil, ampak kaj misliš, kaj je najtežje? A je pomemben odriv? Verjetno je, ne? Ampak zdaj na začetku je še tehnika, poj. Tehnika, kaj je to tehnika? Da je dober, da je osvojiš, da stegneš noge v zraku, da je Ja. pravilno. Tine, daj stop tamle ke, no? Tamle ke stop, pa mečkam poskušaj samo prikazati, kako si na mostu oziroma kako si na zaletišču, v kakšnem položaju. Aha, čim nižje, gledaš pa kam je pogled usmerjen? Naprej. Naprej? A na konec mize ali je? Na konec mi. Na konec mize. Kaj pa potem, ko se približuješ koncu, kaj se zgodi? Ja, odrine se pa... Kako? Kako se odvine? Doskok je pa? Tak še, tega, ki na tekmah poj. Aha, doskok je pa Pa tu sonožen? na trap po moje ne moreš delati telemarka. Aha, to se pravi, na travi pa potem sonožen doskok.
A pa je že kdaj bil padec? Ja. Gašper? Jaz nisem še nikoli tako hudo padel, samo na začetku, ko sem se usedel na lito? Sem se še navajal skakalnih smuč, še naenkrat jih po nesreči tako nekako v plusu se mi zavilo, pa sem nared padel, ja. Ja? Jaz sem se pa enkrat pri ogrevanju, sem padel z ogreje, pa sem se tle pol centimetra prebil. Ja, čakaj, zdaj sem pa že pozabil. Gaber, tvoje izkušnje? Ja, drugače niti ne padem tako velikokrat, sam če padem pa kar dost. Ampak, glej, tudi bi rekel temu padati moraš, da se navadiš, kako se pač rešuješ, oziroma da drugič, da se te kaj takega ne zgodi, da ne padeš. Zakaj misliš, Gaber, zakaj padeš, recimo? Ja, ne vem, zato ker... Nepozoren, ali se malo popusti koncentracija? Ja, ali pa... Lahko se tudi narobe odrinem, ali pa če se narobe v zraku stegnem, ali pa... Ja? Če pozabiš od zadnje zapet smuče. Ja. Ja, če bi, no recimo, zanimivo, ne? Preverba smuči in tako naprej. In to se morate vse sami navaditi. Jaz sem jih enkrat od zadnje pozabil zapet, ampak sem se pa rešil, nisem padel. Ja, Nina, pa tvoji paci? Letošnji najbolj pomemben padec je bil kje? V Brixenu, ko smo Kje? Brixen. Brixen, kje pa je to? V bistvu tako se je pač sticker sprintik, to je v bistvu en memorial od enega V stickerja. kateri državi? V Italiji. V Italiji? Sem pred cilom zadnje 3 vrata sem padla. Zadnje 3? Ja. Mislim, pred zadnja vrata si zakakljala. No, v bistvu pozna sem bila in pa so bila rebra in na glavo. Koliko si pa številko imela? Se kaj spomniš? 600. A je bil to v prvi ali v drugi vožnji? Sama ena je bila, ki je Samo ena vožnja? Ampak tam na taki tekmi, recimo v tujini, smejo tekmovati samo tisti, ki so res dobre rezultate tle v Sloveniji dosegli. Kje si pa še v tujini, kje si še nastopala? Na Topolinotu. Topolino v Italiji, ja? Ja, pa na Pinokiju tudi v Italiji. Tudi v Italiji, 3 tekme. Pa na kakšni nisi padla? Ja, na teh 2 obojih nisem. Si se uvrstila na? Ja, na Pinokiju sem bila 9, na Topolino pa 11 v slalomu, v Vrsavu pa ne vem. Od slovenskih, recimo, da tako rečem? Sem bila povsod druga. Druga? Ja. Lepo, krasno. Kaj pa vaše tekme? Recimo, Gaber, si ti že imel kakšno tekmovanje tekmo? Ja, zdaj drugače še nimamo toliko, kako bi lahko rekel, resnih tekem. Enkrat smo imeli tako bolj s klubom od teh tamalih. Da so vas malo pomerili? Ja, pa razvrstili? Ja, sam nisem nič povedala rezultatov, potem so pa diplome potalili. Kaj pa naslednje leto, recimo, vsi 3 ste letos v bistvu to sezono začeli? Ja. Pa misliš nadaljevati, Gašper? Boš nadaljeval? Če se bo dal, ne. Če se bo dal. Od okrana je zelo deleč tudi. Ja, malo je čas, malo je vožnja, malo je tudi... Koliko je, recimo, vas pa je vaših let, recimo, v klubu? To si klub ta Triglav skakalnja, kako? Kar zelo velik po moje. Velika, ne? Kar za en cel avtobus pa še malo. Posebej bi radili Peter Prevc. Gaber, tvoj idol? Ja, verjetno tudi, sam so pa dobri tudi še drugi, pa Kranjec. Pa drugače, če pa ne za naše, pa navijam tudi bolj za Norvežane. Ja. Treningi pa šola, kako to gre skupaj? Se da? Ja, drugače, najprej pač zmer mora šola, a ti prav. In če mi ne bo več šlo, zneslo šolo, ker moram naloge delati pa vse, potem bom verjetno tudi mogel nehati, ker ne bo cajta. Veliko časa ti to vzame, sigurno. To tudi moja triko je. Tine, zdaj še gre šola, ti še nimaš 5 pa 4, ne? Ampak vse glih.
Gre pa. Nina, kako pa s tvojo šolo gre vse skupaj? Ja, zaenkrat še gre. To se pravi, veliko odpodovanja, veliko ene samodiscipline, kaj je najtežje pravzaprav? Ja, ko prideš v zmatrani treninga, pa če smučana, ko moraš vse prepisati. Pa je veter, pa je mraz, pa je megla, pa je sneh, pa te čevelj, pa te noge zebe, pa te roke zebe, pa kam te zebe sploh? Povsod? Ja, ponovadi v noge po roke. Veliko, veliko. A imaš ti kakšnega idola, idolko? Ne vem, ne. Niti ne. Pri vas na plastiki mraza ni, po zimi pa je, ne? Po zimi pa je. A gor greste peš, recimo, na skakalnico? Ja, na 15, pa na 7. Ja, so štinge. Na 20-metrski pa pa že takoči trak. Je pa trak. To se pravi, na 20-metrski še niste, a ste že? Midva sva... A midva sta pa že skočila. Zdaj naslednja, ki pride, je pa katera drugo leto? 40. Aha, tam je pa že ta bistven preskok, tam je pa že malo občutek, tam si pa že malo več v zraku, a ne? In že malo tudi, kako pa kaj krmiliš v zraku, z rokama, kako ravnotežuješ? Ja, roke imaš stignjeno v telesu. recimo, pokaž, no. A pokažeš, ko si v zraku, recimo, no vstem, ko si v zraku? Čim bolj naprej se probaš nagniti, roke imaš pa tako pri kraju telesa stignjene. Ja, in z rokem tudi malo krmiliš, ali ne, loviš ravnoteže? Niti ne. Drugač poj, ko pa pristaješ pa samo tako z rokom pa dol. Dol. Ja, pristanek je verjetno tudi dosta zahtevna vrlina. Šola, prosti čas, zdaj, ker Tine, ti greš na izlet danes, a ne? Videla imata tudi nekaj, ti imaš tudi nekaj, eno posebno reč, devečki tudi zaključujejo, časovno smo zelo v stiski, 2-3 minute imamo še časa. Gabar, čisto na kratko, moraš še kaj imaš še za hobi, kaj te še recimo veseli? Poleg tega, da ti tudi ostali športi? Drugač, zdaj treniram tudi rokomet, ki sem ga že prej začel. Pa zdaj ne vem, a bom skoke, rokomet, če bo še možno skoke, bom verjetno še skoke. Drugač sem pa treniral tudi atletiko. Sam sem nehal, ampak še vsem zdaj na kakšen kros ali pa tek na Ratitovec pa če kaj. Na temu Ratitovšku bi bil, a ne? Si šel letos tekmovat. Tine, kaj imaš ti za kakšen veselje še dodatno? Tam imaš znak, SK, skakalni klub Triglav, a ne, Kranj? Kaj še poleg skokov, kaj te veseli, recimo, kaj rad po televiziji pogledaš, kakšno športno zadevo? Smučane. Kaj? Smučane. Smučane, skoke, a tudi smučane, ostalo tudi? Kakšno, Gašper? Hobiji, recimo, kaj še počneš? Ja, ko počnem. Gobe nabiraš, ali kaj taka? Niti ne. Ne? Kolo? Tudi ja. Kolesarmija pa... Kako se vidiš, recimo, čez 10 let? Kaj? Kako se vidiš čez 10 let? A pa recimo čez 5 let, ko boš devečk, kje se vidiš? Ali boš kot skakalec dober, ali boš tam krojil vrh slovenskega skakalnega športa, ali boš kako drugače? Ne vem, če bom... Bo čas pokazal vse v ponesu. Nina, ti si pa že zdaj v vrhu, praktično pri vrhu, tik ena praviš, da je še boljša, recimo tako. Jaz sklepam po temu, kar si... Sam letos sem bila pač mlajša v letniku, sem mir starejše prehtuje. Misliš, eno leto ti prinese, je v bistvu to handicap, če si mlajši, ne? Imaš toliko manj treningov, toliko manj tega, izkušenj vsega, to se pravi, naslednje leto, jaz mislim, kar bo zelo, zelo težko, ampak mene ne poslušati, mislim pa, da boš težko ponovila vse to, kar si že letos dosegla, seveda ti pa želimo tebi in vsem ostalim. Skratka, veliko užitkov, veselja, pri temu, s čimer se ukvarjate, in tudi veliko uspeha v šoli, seveda. Hvala, da ste prišli, danes je jubilejna, naši dve iz ekipe, Eva in Veronika, sta spekli torto, gor piše 100-letnica, boste potem pač si postregli in še enkrat hvala. Tamle se boste podpisali tudi za spomin, pa še eno skupno stanje.